osebno bi jaz rajš 100 krivih spustila kot enega nedolžnega obsodila. Ampak smrtna kazen absolutno zame osebno pač ni opcija. Je takrat zdravnica rekla, da bo treba invalidsko upokojitev predlagati. In mene je to tako zadelo, jaz sem bila čist sesuta. Vse je bilo ne morem. In vem, da meni je bilo to kakva hipnoza, ne. Mislim, še sam tega se mi zdaj manjka, ne. Mislim, jaz sem realen človek, lepo prosim, ne. Hkrati so mi pa tiste male hipnoze, ki so se vmes dogajale, tisto je bilo meni to, kar me je pritegnilo, ker mi je hipno pomagalo, da sem jaz bila mirnejša, da sem začela razmišljati bolj pozitivno, da sem jaz videla še neke opcije, ki jih prej nisem videla, ne. Izkazalo se je, da je to na nek način bila točka preloma. Si oseba, ki praviš, da ne verjameš marsičemu brez dokazov, vendar vem, da si s hipnozo manifestirala, če se prav spomnim, 1000 evrov, pol na koncu celo 41 000 evrov. Ja, mislim, da bo 41 ali celo 42. Wow, kaj je bilo pa to zdaj? Tega pa nisem pričakoval. Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta. Z nami je danes odvetnica Nina Radulović, ki je tudi naša udeleženka tečajev hipnoze. Po prometni nesreči se je njeno življenje spremenilo. Hvaležen, da si danes z nami. Nina, dobrodošla. Najlepša hvala za vabilo, Aleksander. In tudi za vse, kar je Mastermind že naredil in kar še bo za vse nas. Marsikdo, ki opazuje delo odvetnika oziroma pravo, saj iz razdalje se tako zdi, da je to nekaj suhoparno, dolgočasno, ogromno nekih faktov, je treba biti pozoren na zakone in tako. Kako ti doživljaš pravo? Koliko časa imam za odgovor? Zdaj tako, jaz mislim, da delo odvetnika ali pa pravnika nasploh, če ni z neko strastjo, z neko res tako srčno odločitvijo, je zelo težko delo. Zato, ker je v resnici polno nekih prisilnih rokov, nekih dejstev, okoliščin, ki vplivajo na človeka. To ni po vsebini nekaj čudovitega in lepega, večinoma gre za tiste dele, kjer ljudje vidijo težave, temu rečemo problemi v preteklosti. Je pa bilo pravo del religije in so bili recimo pontifeksi, vrhovni svečeniki na nek način, ki so imeli ta primat med se pravi z ukvarjanjem s pravom, z razsojanjem in pa tudi nad koledarjem. In morebiti je tudi ta povezava med roki in pravom, ampak v svojem bistvu je to na nek način nekaj božjega, nekaj izven zemeljskega. In potem kasneje v zgodovini so obstajala tudi ljudstva, mislim, da na Papuji Novi Gvineji, ki so pa razumela ta sistem sojenja kot velik izum na ravni kolesa, na ravni parnega stroja. Zdaj, moje gledanje na pravo je pa deloma mogoče kot da je to neka nevronska mreža, ker je vse med sabo povezano, pravo je koherenten sistem. Po eni strani, ko ga na pravo gledam kot na umetnost spajanja nekih posameznih delcev, Japonci rečejo temu kintsugi. In takrat, ko človek vidi, ko odvetnik vidi, da je v resnici pomagal, da so neke stvari pripeljane ali po postopku, ki je korekten, ali pa po vsebini, ki je ugodna za stranko, ne, to je pa potem tisto, kar pa ni suhoparno, kar je pa nekaj čudovitega lahko. S tem, da seveda ni vedno vse same rožice. Tudi tisto, kar človek dela s strastjo, kaj strast pomeni, to, da vztrajaš takrat, ko ni fino, takrat, ko ni nobene romantike, ne, to je to. Ja, kaj je tisto, kar te tebe najbolj razveseli? Rekla si že, ko je stranka zadovoljna, ko je neka stvar se ugodno rešila. Kaj te navdihuje pri tem delu?
Mene navdihuje to, da se vidi razlika med tisto dodano vrednostjo, ki jo jaz lahko naredim. Se pravi, če ne bi bilo odvetnika, bi bila zadeva bistveno drugače lahko izpeljana. Če nič drugega, je vsaj ta opora stranki vedno dobrodošla. In jaz moram reči, da ko gre recimo stranka iz pisarne in reče, joj, zdaj sem pa tako pomirjena, res ste me pomirili, ali pa zdaj se pa veliko bolje počutim, pa ni še nič konkretno nareditega v smislu, da bi postopek bil izpeljan, zaključen, karkoli. Tisto se mi zdi, da je tako res tista pika na i pri tem delu. Torej, ti daš strankam neko upanje, da se lahko tukaj pozitivno razplete. Mogoče niti ne bi rekla upanje, ker včasih treba je vedeti, da vse stvari niso rešljive, vsaj ne v tistem trenutku takoj, ali pa ne na takšen način, kot se je stranka zamislila. Lahko se rešijo v nekem daljšem časovnem obdobju ali pa izven okvirov. To je vedno pomembno nekako razmišljati izven tistega, izven škatle, out of the box. Pomembno se mi zdi to, da lahko tudi s nekimi tehnikami, ki so mogoče majčkeno izven prava, da se stranki lahko pokaže, da obstajajo tudi drugi pogledi, da ni nujno, da se drži tistega, kar si je najprej zamislila, in da so možne popolnoma drugačne rešitve in da, če se nekaj zgodilo, je morda imelo nek razlog, pa da je boljše tako, kot da bi bilo karkoli drugega. Se pravi, tisto uspreminjanje lastnega odnosa, lastnega pogleda na tisto zadevo, včasih pa celo širše, na celotno življenje. Tako da to se mi zdi zelo pomembno in tudi se spomnim enega primera, ki se je dogajal po tistem, ko sem jaz že se naučila dodatnih tehnik, recimo hipnoze oziroma neurolingvističnega programiranja. In zadeva je trajala dlje časa, mislim, da smo govorili o 5-6 letih celo. In smo potem v trenutku zadevo zaključili, ker je stranka v resnici se pogovorila sama s sabo in to je bilo vprašanje trenutkov, to ni bilo vprašanje let. In je s tisto rešitvijo, s tisto odločitvijo, ki je takrat sprejela sama pri sebi, ampak s pomočjo tega vodenja, je bila potem zelo zadovoljna. In to se mi je zdelo tako res nekaj lepega, tista dodana vrednost, tista pika na i, ki jo lahko tudi odvetnik kot človek da. Seveda pa ni to vedno možno. Ampak naredimo najboljše, najbolj po svojih najboljših močeh. Pa še vedno en kanček zraven, še ena tista neka dodatna milja. Seveda pa tudi ne moramo vsiljevati svojih mnenj. Mi samo povemo, možnosti, scenariji so takšni in takšni, če boste naredili to, je najverjetneje, da se bo zgodilo to in to, ampak vedno so vpleteni drugi ljudje, ali na eni strani sistem, država, ali ali nek javni interes, ali nasprotna stranka in tudi oni imajo svoja stališča, mnenja, pričakovanja. Tako da na energetski ravni mislim, da vedno teče ta tok. Je ne samo dvosmerna, ampak večsmerna cesta. Ti si našla nek način, kako si tehnike hipnoze, neurolingvističnega programiranja povezala s pravom in ti to pomaga v komunikaciji s stranko, da prijete prej do neke ugodne rešitve za njo oziroma za cel proces. Tako. S temi tehnikami jaz pomagam najprej sebi, da zelo hitro, zelo strukturirano pridem do tistih podatkov, ki jih potrebujem, zato da lahko korektno peljem zadevo, zato da lahko najdem neka različna stališča oziroma možnosti, ki jih predstavim stranki, ker vedno je stranka tista, ki je dominus litis, se pravi, ona je tista, ki odloča, kaj je zanjo sprejemljivo, kaj ni sprejemljivo. In včasih, ko se vidi, ko vprašajo, pa kaj bi pa vi naredili, ne morem namesto njih reči, kaj bi naredila, ker nisem v njihovi koži, tako kot oni niso v moji.
običajno tudi ni časa dovolj, da bi tistih par kilometrov prehodili v tujih čevljih, ne, če se izrazim metaforično. Ampak s temi tehnikami se da pa zelo hitro in niti ni nujno, da vedno zaprejo oči. To je možno v pogovoru, zamislite si, poglejte, poslušajte, občutite, odvisno od tega, kaj je človeku bližje. Ne. To sem se jaz naučila zdaj razbrati, po katerih kanalih sprejema informacije. Ker tudi to je pomembno, da tisto, kar jaz povem, kar poskušam skomunicirati, da skomuniciram na takšen način, da me človek razume čim hitreje, čim bolje. Bravo, čestitam. Kaj pa je kakšna stvar, ki te netko navdušuje in si moče žalostna, da ne moreš spremeniti kot odvetnica? Ja, teh trenutkov je v odvetništvu seveda mnogo, predvsem tam, kjer so otroci udeleženi v postopkih. Včasih so ljudje, ki niso na takem nivoju zavedanja, ne želijo, se ukvarjajo s preteklostjo, so zakrčeni v nekem dejstvu, ki se je zgodilo in ne morejo naprej. Ampak ne zato, ker ne bi želeli, morda zato, ker ni kapacitete. Ampak to bi še vse razumela, kar pa boli, oziroma kar je pa strokovno lahko tudi sporno, je pa takrat, ko so recimo v takšnih primerih možnosti, da se pa pravo izrabi, zlorabi. Se pravi, če gre za kakšno zlorabo pravice, kar bi načeloma lahko se slišalo kot nek bistroumni nesmisel, ne? Če ima nekdo pravico in ne more zlorabiti, ampak ne, se to dogaja. Tako da seveda nihče ni popoln, oziroma smo popolni, ampak to včasih zelo dobro skrivamo in to potem zna zaboleti, ampak v življenju mislim, da se je pa treba tudi naučiti razumeti, da niso vse bitke, da jih bojujemo mi sami. Nekatere so manj pomembne, nekatere so bolj pomembne. Če pa nimamo vpliva na izid, je pa brez smisla izgubljati energijo. To včasih potem večkrat zaboli. Kako to pa ti sama to pri sebi rešiš? Ko greš domov, si rečeš, lej, naredila sem vse, kar sem lahko naredila in zdaj moram to spustiti, da tega ne nosiš potem naprej. En del je to vprašanje higiene misli, pa strukturiranega razmišljanja, ker mi smo vedno tisti, ki mislimo. Ne? In zdaj, jaz si včasih pustim, da pač misli tečejo, si rečemo, ok, hvala, ampak kaj bi pa lahko drugače, a bi lahko še kaj drugače, a sem naredila vse, a je še kaj tistega, kjer je prostor za izboljšavo. Čeprav seveda po bitki je lahko biti general, ne? Tudi sam zase, vsak človek bi mogoče rekel, jaz bi pa to, zdaj po vsem tem bi pa drugače. Tako da eno je to, potem so različne te tehnike preusmerjanja misli, v bistvu čiščenja na nek način, tako kot se stuširamo, si lahko tudi misli očistimo. Mene najbolj sprosti šport, dokler sem še lahko, potem, ko pa nisem več mogla, sem pa preusmirila zadeve, da sem pa želela tisto, kar pa sem lahko, ne. Vedno pa, moram reči, da imam srečo, da lahko grem hoditi, da lahko grem v gozd, pač vzamem psa in takrat se mi zdi, da narava pa da tisto piko na i. Včasih poslušam tudi še koga drugega prek elektronskih naprav. Mi zdi, da več ljudi več ve. Pa zavedanje, da jaz nisem edina, da imajo vsi ostali kolegi iste zadrege, iste vprašanja, iste tegobe, se zbudijo sredi noči, kaj naj naredim za stranko, kako bi vi to naredili. Tako se mi zdi, da je to tista človeška plat, ki se jo dobro zavedati. In vedeti, da vsak nosi neko svoje breme, zato je tudi fino biti majčkeno človeški do sočloveka, ne. Ampak hipnoza in pa nevrolingvistično programiranje se mi pa zdi, da so pa tiste točke, tiste pike na i, ki pa res zelo hitro lahko pomagajo, se pravi instantno. Ne, ko se človek takrat, ko je utrujen, pa ko se ne bi želel z neko zadevo ukvarjati, se tako 1, 2, 3 in se postaviš z nekim sidrom,
z neko mislijo v en kraj, kjer je tebi v redu in na nek strukturiran način lahko domisliš, razmisliš in potem odmisliš tisto, kar ti pač v tistem trenutku ne ustreza več. Bravo. Obstaja tudi na tvojem področju dela, podobno kot v medicini, nek ugovor vesti. Ko počneš ali pa zastopaš nekoga, kjer čutiš, da to ni skladno s temi vrednotami ali pa neko etiko, moralo, in kljub vsemu lahko po neki pravni poti zmagaš in dosežeš za to osebo pač nek pozitiven rezultat. In je potem nek notranji konflikt v tebi, a se že v štartu odločaš, da jaz s tem primerom se ne bom ukvarjala, ker ne verjamem v to? V bistvu je oboje res. Torej, jaz verjamem, da stranke, ki pridejo k odvetniku, če si ga stranka sama zbere, je še toliko verjetnejša neka povezava na nekih drugih ravneh. Zaupanje je seveda temelj. Če stranka odvetniku ne zaupa, oziroma če to zaupanje ni vzpostavljeno, potem sodelovanje seveda ni možno. Ja, obstajajo primeri. Jaz ne morem narediti vsega za vse, žal pač so časovne kapacitete omejene. Da bi se mi zelo velikokrat zgodilo, da s kom ne bi našla skupnega jezika. Moram reči, da sem imela to srečo, da ne. Sem pa morala zavrniti kakšne možnosti, ki pač niso bile v skladu z mojo naravo, z mojim pogledom na pravo oziroma na zadevo kot takšno. S tem, da jaz v resnici vem in razumem in mislim, da ima vsaka stranka, vsak človek pravico do korektnega postopka. In če lahko zagotovim samo to, potem je to dovolj, ker odvetnik ni tisti, ki odloča. Torej, izid je v končni fazi od mene neodvisen. Vem pa, da pri določenih zadevah ne bi mogla sodelovati, oziroma v pravu obstajajo različne šole, različne smeri, od pozitivističnega prava, ki pomeni, treba se je res natančno držati zakona, tako kot piše. Potem so razprave o tem, kolikšen del morala zaseda v pravu, v pravnih pravilih, v kakšnem razmerju je za naravnim pravom, kako je razumeti naravno pravo, če so prej rekla, da se je pravo začelo razvijati kot neke vrste božje pravo. Se tudi faraon v stari Grčiji so enako na ta način pristopali. Recimo Antigona je en izmed tistih primerov, ki je zagovarjala neka pravila, neke vrednote, ki so vsem skupne, in to je tisti minimum nekih absolutnih pravic. Tako da pravnik, mislim, da še vedno ima veliko moč, čeprav pa so seveda bili v preteklosti sistemi, ki so pa pravo brutalno zlorabili, in mislim, da je tudi dobro, da je nek ta zgodovinski spomin živ, zato da se kaj takšnega ne ponovi. Vidiš tukaj priložnost prav na nivoju države ali pa mogoče celo na svetovnem nivoju za izboljšavo, kar se tiče prava in uporabe tega? Vidim. Predvsem pa ko sem se več ukvarjala s tem, ko sem več stvari recimo prebrala, se tako pozanimala. Obstajajo študije, ki dokazujejo, da če se določena kritična masa ljudi zbere, to zdaj govorim izven prava, da razmišljajo na nek način, da lahko rečeva tudi, da molijo, lahko rečeva, da meditirajo. Skratka, da gre za usmerjeno miselno energijo, ki je izjemno močna. Menda je v nekih sredinah že 100 posameznikov dovolj, da se ta točka tega preloma premakne in da pride namesto do nekega kolapsa sistema do izgradnje ali pa gradnje na novo.
recimo moralo ali pa neke te temeljne vrednote, in v hipnozi oziroma v nevrolingvističnem programiranju je začetni del vedno usmerjen na to, da vsak pri sebi tako res strukturirano pogleda, kaj je tisto, v kar verjame, kaj je tisto, kar njemu v življenju pomeni, kaj bi želel doseči, kaj je tisto, kar je temeljna vrednota. In če to naredi mnogo ljudi, ali pa vedno več in več ljudi, potem imamo tudi več in več možnosti, da se sistem kot celota izboljša, ker so njegovi delčki boljši. Se ti zdi, ko pogledaš svetovne recimo poglede na pravo in uporabo tega, da je v kateri državi pravo še najbolj optimalno uporabljeno in se ti zdi, ne, da bi tam rada živela ali pa da je tam res tisto, da živijo to pravo ali pa da živijo, da ta sistem funkcionira dobro? Po eni strani je v tem zelo težko soditi, zaradi tega, ker jaz sem vzgojena v tem sistemu, spravi izobražena v tem sistemu, ki deluje na določen način, nas učijo seveda v zvezi z našimi pravili, z našim ustrojem. Kar bi morebiti pogrešala pri slovenskih pravnikih je to, in to nas je profesor na pravni fakulteti posebej upozoril, ne tako z lahkoto v narekovajih prodati lastnega sistema, lastne države. Ni pri nas vse slabo ali pa toliko slabše, ni vse tisto, kar je zunaj, pa toliko boljše. In tudi določene rešitve, s tem se ukvarja primerjalno pravo, je potrebno pogledati iz zgodovinskega vidika, iz konteksta, zato ker so določeni instituti so se razvijali na različne načine in je nemogoče kar vzeti in presaditi. Enako kot v človeškem telesu, tudi kadar pride do presaditve organov, je treba en kup nekih preiskav narediti pred tem, zato ker sicer sistem, telo, enako je pri pravnem sistemu, se to je na nek način, sem prej rekla, nevronska mreža, ne, je skupek nečesa, to je samostojno vesolje, tako rekoč, je zelo velika verjetnost, da zavrne, oziroma da določene stvari ne funkcionirajo. Naš pravni krog je kontinentalni, to so neke večje družine prava, obstaja potem tudi common law, to so anglo-ameriški sistem, potem so pa veliki sistemi, ki delujejo lahko na virski bazi, naprimer šeriatsko pravo, ampak obstajajo pa tudi sistemi, recimo kitajski, japonski sistem, pri njih je pa raje umrejo mučeniške smrti, kot da bi vložili tožbo. In to je tako bistven preskok v mislih, da ga je z našega zornega kota zelo težko razumeti. In recimo kitajski sistem gleda na pravo kot na nekaj tako drugotnega. Oni dajo več na čast, na te vrednote, ki sem jih prej omenjala. Tako da jaz bi bila pri tem zelo previdna. Ja, se ozirati, ja, spodbujam to razgledanost, da se vidi, kako pa kje druge živijo oziroma funkcionirajo, ampak vseeno, no, cum grano salis, z nekim zrnom soli, tisto, kar nam odgovarja, če sodi, če paše v našo sistematiko, ampak ne pa tako ad hoc, ne na pamet, ne na hitro. To mora na nek organski način se razvijati. Tako da ja, ne, jaz sem imela priložnost živeti v tujini, se srečati z drugimi sistemi, tudi z mednarodnim pravom, ampak moja odločitev je bila, da pač želim priti nazaj in biti tu in delati v pravosodju in to je to. To delam. Zdaj kot laik, ki to področje ne pozna tako dobro, se dostikrat sprašujem, kako je mogoče to, da so ljudje, ki so, mislim, jim na čelu piše, da so krivi, torej je dokaznega gradiva več kot dovolj ali pa preveč in se z njimi nič ne zgodi in so ljudje, ki mogoče naredijo kakšen minimalen incident ali pa še tega ne in so potem dost hudo kaznovani. Mislim, je tukaj z vidika, zdaj govorim, eno je pravo in sistem, ki funkcionira, in drugo je pa to neka morala ali pa etika ali pa sploh nasplošno.
Prvo vprašanje je, kako veš, ne, da so krivi, preden je dokazni postopek izpeljan. Mi rečemo, če koga dobijo, zdaj, če gledava v sistemu kazenskega prava in flagranti, se pravi, da je zaloten pri tem, ko neko dejanje izvršuje, je še vedno, tudi če je jasno, da je odgovoren, se pravi, da je krivda nesporna, je pri sistemu sankcioniranja še vedno zelo veliko pomensko odprto področje, kako upoštevati, kaj so olajševalne okoliščine, kaj so oteževalne okoliščine. Vprašanje, a je mama, ki ukrade kruh zato, da ga da otroku, ker je lačen, a je isto kriva kot nekdo, ki ga ukrade zato, da ga pač ukrade in ga vrže stran. Kaj bi recimo laik rekel v tem primeru? In tu pridemo do tega, do teh drobnih detajlov v pravu, ki lahko popolnoma spremenijo obsodbo oziroma sodbo, ki jo naredijo bolj človeško. V vsakem primeru pa sistem, mislim, zakaj imamo sploh sankcioniranje? Zaradi tega, da se zaščiti sistem. Sistematika je vedno takšna, da so določene vrednote varovane in vedno se moramo vprašati, v kakem okolju je pa oseba živela, kaj je zdaj tisto, a je lahko ravnala drugače, a je tisto njeno voljno ravnanje, je imela dovolj moči, je imela dovolj pomoči, da bi lahko ravnala drugače. Kaj je sistem naredil, da bi zmanjšal recimo neke stiske ljudi. Tako da pri tem je neka doza previdnosti vedno dobrodošla. Predvsem pa je potrebno zagotoviti to, da je pač postopek korekten, da se osvetlijo vprašanja iz različnih zornih kotov, ne samo strani obtožbe, če govoriva o kazenskem pravu, če govoriva o civilnem pravu, rečemo, da je kontradiktorno, se pravi, da vsaka stran pove svojo plat zgodbe. Zdaj, če bi zdaj nekdo iz vesolja gledal naju, lahko bi karkoli trdil. A se midva zdaj samo pogovarjava, ali je to nekaj drugega, ali kaj je zdaj tisto. Ti lahko trdiš svoje, jaz trdim svoje. Prevlada pa najbrž tisto, kar je običajno, kar je v neki družbeni sredini običajno, normalno sprejeto, pa brez neke zlorabe teh posameznih terminov. Tako da sistem funkcionira, obstajajo pa ti robni primeri, te polsence, kjer se morda zdi, da pa nekaj ni bilo pravično, ali pa da ni šlo, ali pa da nekim se pa nič ne zgodi. Ampak to pač je. Mislim, da pa nivo pravne kulture je pa odvisen od vprašanja, in sicer ali raje obsodimo 100 tistih, ki niso krivi, zato da ne bi po pomoti spustili nekoga, ki pa je, ali raje spustimo 100 krivih, zato da ne bi bil en obsojen, ki je pač nedolžen. Zdaj, seveda, odgovor je verjetno odvisen tudi od tega, med katerimi bi človek bil, oziroma ali gledal z nekega objektivnega zornega kota. Kaj je tvoj odgovor na to vprašanje? Osebno bi jaz raje 100 krivih spustila, kot enega nedolžnega obsodila. Ok, sem odvetnica. Ja. Pred časom sem predaval v Phoenixu v Arizoni v enem zaporu za ženske. Namen tega predavanja je bila, da ko ženske pridejo ven, da bojo normalno zaživele, da bojo lahko se izognile potencialnim izzivom, da se ne spet vrnejo v zapor. In ko sem jih poslušal, zakaj so v zaporu in koliko časa so v zaporu, se mi je zdelo, mogoče je Arizona že taka sama po sebi malo bolj kritična, da so res veliko časa. Torej ena zapornica je rekla, da je se enkrat napila, ponavadi ni pila, povzročila prometno nesrečo s smrtno žrtvijo in dobila 25 let zaporne kazni. In potem, ko sem nek primer pri nas zjedel, se mi je zdela zaporna kazen bistveno nižja. In potem, če gledamo recimo neke države v Aziji, ki imajo smrtne kazni recimo z posedovanjem mamil in tako naprej, kaj se ti zdi, kako kazen sama po sebi vpliva na to, da se kriminal ali pa neko dejanje zmanjša, imajo te kazni kakšen vpliv in zakaj so tako velike razlike med državami in
kulturami? Ja, zdaj se nisem toliko ukvarjala recimo z samim načinom kaznovanja, sankcioniranja v kazenskem pravu. Sem zadnjič poslušala kolego, ki se konkretno ukvarja s tem. Je naredil prav primerjavo med različnimi državami iz te kontinentalne družine. Prvo, kar se mi zdi pomembno, je, da smrtna kazen se mi zdi absolutno nesprejemljiva, zato ker je nepovratna. Zato ker je praktično nemogoče izključiti napako, človeško napako, ali pa v Celju imamo lokal pri lažnivi priči. Ni nujno, da je človek lažniv. Vprašanje dokaznih standardov, človeška izpovedba je vedno najmanj zanesljiva, zato se kombinira z več izpovedbami, da se sestavi neka objektivna slika. Ampak smrtna kazen absolutno zame osebno pač ni opcija. Vse ostalo je pa vprašanje, kolikšen vpliv ima dolžina kazni, se pravi, neka zastraševalna funkcija zagotovo je. V Sloveniji recimo za prometno nesrečo povzročeno iz velike malomarnosti oziroma iz naklepno, če ima smrtni izid ali pa težko telesno poškodbo, do 8 let zapora. Če so kakšne oteževalne okoliščine, lahko gre za steg kaznivih dejanj, da je še karkoli zraven, potem so te kazni lahko še hujše, ampak včasih pri kakšnem človeku je že to, da je v postopku, že sam dogodek sam povzroči takšno neko psihološko breme, da je že to samo po sebi zadostna sankcija. Poznam ljudi, ki nikoli več niso sedli v avto. Avto sam po sebi je ena varna stvar, to se moramo vedno zavedati, da ko upravljamo z avtomobilom, ko sedimo v avtomobilu, vedno večja je tudi odgovornost, če smo sopotniki, če vemo, da na strani voznika obstajajo okoliščine, ki zmanjšujejo njegovo zmožnost presoje, vožnje, treznost, psihotropne snovi in podobno. Recimo to se je skozi sodno prakso razvijalo. Tudi če nisem jaz tisti, ki vozim, moram vedeti, kaj delam s svojim telesom, s svojim življenjem, komu ga zaupam dejansko v roke. Tako da, ja, včasih se pri določenih ljudeh vidi, da je že sam postopek hudo breme, da s tem so doseženi vsi cilji, ki bi jih načeloma dosegli z neko zaporno kaznijo, temu rečemo efektiva. Zato se mnogokrat dogaja v praksi, da sodišča dopustijo, da se na drug način odsluži z družbeno koristnim delom. To se prevede, preračuna v ure dela in se mi zdi, da takšno neko delo dejansko nekaj koristnega doprinese sistemu, družbi kot takšni, da se tisto, kar se je recimo slabega zgodilo, pa če ni bilo z nekim obarvanim naklepom, da takrat oseba že z neko svojo refleksijo, s to zavzemanjem kritične distance, da vidi, da je bilo res napačno, ali lahko kaj spremenim, kaj lahko spremenim, da je namen že dosežen. Obstajajo pa tudi ljudje, ki so morebiti bili z različnih razlogov zelo zgodaj vrženi v takšen sistem in njim se pa potem občutljivost zniža, mislim, pač ta prag tolerance je praktično nikakršen. Sem že bil enkrat v zaporu, bom še enkrat. Saj vem, kako po določenem času, kako. Obstajajo ljudje, ki na nek način trgujejo s pravili, ki si izračunajo, a se mi izplača, a se mi izide, kaj se mi bolj izplača. Pri mnogih je vprašanje te notranje higiene misli, kaj sami v sebi mislijo, ali si zaslužijo, ali si ne zaslužijo. Sej nič iz mene ne bo, sej nisem sposoben, sej ne morem na noben drug način kot na to. Pri nekaterih je to vzbujanje pozornosti, da se vsaj nekdo z njimi ukvarja. Tako da tu je pa na družbi in na sistemu, da to mejo časovno v smislu starosti premakne čim više, ker prej pride, recimo pri otrocih, pri mladostnikih, otroci niso kazensko odgovorni. Mi smo šele zdaj dobili zakon, ki se ukvarja konkretno z mladostniki.
In tu gre za stopnjevanje sankcij od milejših, se pravi od vzgojnih ukrepov, pa potem do sankcij. In to mejo bi bilo potrebno z nekimi sistemskimi ureditvami premakniti čim više gor, tako da če enkrat pri mladem človeku pride do tega, ok, saj sem preživel, saj ni nič kaj takega, prideš tja pa ti rečejo to, pa to nič ne bo, v tem smislu. Potem bo z večjo lahkotnostjo, v bistvu z neznosno lahkotnostjo naredil še kaj. In potem se to samo niza. In ta pot, vemo, da vodi v očeh družbe, se temu reče navzdol. In tega nočemo. In to je v direktnem nasprotju proti tistem, kar sem prej rekla, da s pozitivnostjo, z nekim, se to ne pomeni, da so vedno samo rožice, se to ne pomeni, da smo vsi skozi super, pa da nimamo nikoli slabega dne, kaj dne, tedna. Ampak, če bi vse te tehnike sistemsko vključili v šole, ni nujno, da se otroke uči ne vem kaj, ampak če tisti, ki jih učijo, poznajo te tehnike, se to na nek način nezavedno prenaša in gre za sistem odzivanja na težave, za sistem odzivanja na dež. Tako kot otroke naučimo, ko dežuje, greš vse eno ven, vzameš dežnik, pelerino, imaš škornice, nisi v nekih natikačkih. Tako bi jih morali naučiti tudi, pride, imaš v življenju odgovornosti, imaš težave, ne boš vedno vsem všeč, to je nemogoče. Boš imel ljudi, ki pač ne bojo zadovoljni s tabo, pa se lahko postaviš na glavo, pa še vedno ne bo dovolj dobro. Ampak s tem moraš živeti, s tem moraš iti naprej. In če bi to otroke naučili, in to je to, kar tudi ti rečeš, hipnoza v šole, ne v tem smislu, da bojo otroci tam lebdel pod stropom, ampak v tem smislu, da se jih nauči odzvati na preverjanje znanja. Ne vem, mi nismo imeli v osnovni šoli, niti v osnovni, kaj šele v srednji, da bi imeli napovedano izpraševanje. Pač, ko je prišlo. In ne vem, a je to res pravi način, da se jim vse pove, zdaj imaš to in kaj pa potem v življenju, pride kaj nepričakovanega? Kako boš rešil? Če imaš pa ti neke tehnike, neka orodja, da veš, kam se upreti, kje poiskati tisto svojo moč, to se mi zdi tisto, ne da človeku ribe, nauči ga, kako si jo naj samo jame. Pa po možnosti pripravi, razen če ima rad suši. Zdaj si reka, da bi svetovala, da bi tehnike NLP-ja hipnoze dali že otrokom v osnovni šoli. Več zdravnikom je že reklo, da bi radi, da bi šli s temi tehnikami na medicinsko fakulteto že, da bi dejansko študenti se to naučili. Kaj pa misliš, študente prava? Bi bodočim odvetnikom koristilo, da bi se naučili nekaj osnov NLP-ja hipnoze za njihovo delo? Absolutno. V prvi vrsti zaradi sebe. V prvi vrsti je to tisto, kar človek, recimo odvetnik, pridejo kdaj trenutki, ko se zvečer, ko že si umirjen in že misliš, da boš lepo zaspal in se spomniš, kaj pa tisti rok, kaj pa to? Meni se od začetka recimo to večkrat zgodilo, ko sem odprla pisarno, šla sem na svoje, ne da bi imela neka zagotovila, da bo to šlo in v bistvu je bilo vse na meni, delala sem sama in sem dejansko sredi noči vstala in se odpeljala, pogledala sem, koliko je ura, ali je pred polnočjo, ali je po polnoči, a še lahko kaj rešim ali ne. In enkrat sem se dejansko usedla v avto, odpeljala v pisarno in ugotovila, da je tista zadeva, prvič ni bila spor male vrednosti, kar bi pomenilo, da je rok 8 dni, in drugič sem jo dobila en dan pred tem, se pravi, rok je komaj začel teči. Ampak jaz v tistem polsnu nisem se mogla spomniti niti vsebine, kaj je zdaj, koliko je vrednost spornega predmeta, a je nad 4000 ali nad 2000, ker to je vse odvisno od tega, kdo je stranka, ali pravna oseba, ali fizična oseba, v katero sodišče je pristojno. Skratka, en kup nekih parametrov, ki jih je treba upoštevati. Jaz nisem imela vsega v glavi, ker je bila nova zadeva. Nisem jaz pripravljala, ampak smo se mi odzivali, se pravi, je bila na nasprotni strani smo bili in vedela pa sem, in recimo v takem primeru, če bi jaz imela takrat
te tehnike bi se popolnoma pomirila. Ne rečem, da se ne bi odpeljala v pisarno, morda bi se, ampak že od začetka bi se drugače organizirala, bi imela pri sebi vedno nek koledar, nek blog, kjer bi imela neke pomembne zadeve zapisane in bi potem točno vedela, saj sem si zapisala, saj sem si označila, saj vem, ne. Zdaj imam seveda v elektronski obliki vse to, ampak ja, to je prva točka je pomoč sebi, naslednja točka je pa potem pomoč stranki, svoji. Tretja je pa v bistvu vplivanje v interakciji, ne. Tam na teh forumih je vedno več ljudi, eni so tisti, ki odločajo, potem so še zapisničarji, ki seveda tudi na nek način sodelujejo, nimajo, mislim, ne govorijo, ni tisto, da bi sodelovali, ampak gre za prisotnost več ljudi v istem prostoru in ta povezava med temi ljudmi tam nismo prijazni, ne? To ni, da bi se hvalili drugega, čeprav bi seveda vsakem lahko našli nekaj dobrega. Tako da tiste pa potem tisto tretje. In kako se odzvati na napad, na ta zvečan konfliktni potencial, kako se odzvati, če mi nekdo reče nekaj žaljivega, lahko celo ponižujočega, ampak a je to zdaj res tisto, zaradi česar smo tam? Ali pač skozi eno uho noč, skozi drugo ven? Tu recimo pridejo pa te tehnike zelo, zelo v pomoč in pač večji pomen dobijo. Tako da ja, jaz bi priporočala. Prej si rekla, da se je šolski sistem spremenil, to pomeni, da zdaj imamo napovedi, kdaj bo kdo vprašan. Spremenilo se pa tudi na nek način to, da včasih starši pridejo celo z odvetnikom na šolo. Jaz se tega v mojem času ne spomnim. In kako ti na to gledaš? Jaz mislim, da absolutno imajo pravico priti z odvetnikom na šolo. Zdaj, ali je to dobro, za koga je dobro, to težko rečem. Pravila so včasih tudi nepregledna do te mere, da se nekdo, ki je prava neuk, ne znajde. Ne ve, kaj je še dopustno, kaj ni dopustno. Po drugi strani pa tudi se potem vprašam, a je komunikacija bila res z strani vseh akterjev. Če tu gledam recimo šola, to je vendarle, tu so profesionalci, oni so zaposleni. Če bi šole bile opremljene s temi znanji, potem verjamem, da bi bile možnosti, da bi se nekdo počutil potisnenega v kot oziroma tako daleč stisnenega v neko situacijo, da mora priti z odvetnikom, ker moramo vedeti, da neka povprečna oseba ni nujno, da se dobro počuti v svoji koži. Lahko ima en kup nekih težav v življenju, za katere mi ne vemo, in je neprimerno presojati, a je zdaj to, da je prišla z odvetnikom res nekaj tako hudo slabega. Jaz verjamem, da stranke večinoma, vsaj po mojih izkušnjah, stranke ne pridejo k odvetniku zato, da bi izkazovali svojo premoč, ampak zato, ker v resnici se čutijo, da je že po videzu fino, da jih je več, ne? Da je tista neka opora, da je nekdo zraven. Saj tudi v nekem normalnem življenju si lahko predstavljamo situacije, ko kdaj komu rečemo, da a greš z mano. Nekaj mi ni všeč, a greš z mano, ali ne da se mi iti, a greš z mano. V tem smislu pa ni nobenega strokovnega znanja za tem. Tako da bi rekla, da ni nekega enoznačnega odgovora, ampak če bi že ti starši kot otroci bili opolnomočeni z različnimi tehnikami, da pomagajo sami sebi, da se znajo odzvati, da to ni nič groznega, da seveda lahko izrazim svoje mnenje, tudi če mi je neprijetno, pač naredim neke določene tehnike, ki so me jih naučili, pa mi je lažje, ne? Po drugi strani seveda ta profesionalni del sistema, se pravi učitelji, profesorji, predavatelji, ravnatelji, pomočniki ravnatelji, skratka ta del, ki se s tem procesom pedagoškim ukvarja, če so oni opolnomočeni,
tudi znajo pa na absolutno pravilen način pristopiti, ne, ker že to, o čemer smo se na začetku pogovarjala, če jaz vem, kako povedati človeku, da me bo slišal, da me bo razumel, kako preveriti, a je res doumel, kaj hočem sporočiti, je manjša možnost nekega miscommunication, nekega toka informacij, ki se zgrešijo, ne, ki ne dosežejo naslovnika, ki ne dosežejo namena. Drugače pa seveda fajn, da pridejo z odvetnikom. Ne pa vzgojno pa to ni, ne. Ni pa, tega pa ne zagovarjam, da recimo otrok reče, mislim, da bi kakšen otrok rekel, jaz lahko delam, kar hočem, in tako bojo moji starši prišli z odvetnikom, pa jim bojo že pokazali. To pa mislim, da niti ni vzgojno, niti ni zaželeno, niti smisel pravil ni ta, naj ne bi bil, no. Ena stvar se mi je zgodila pred časom že v svoji karieri, da sem bil tik pred tem, da grem z enim drugim poslovnim subjektom, torej z drugim podjetjem v tožbo. In še odvetniki so med sabo komunicirali in potem sem uporabil NLP tehnike, sem rekel, dajmo se še enkrat dobiti, brez odvetnikov in poiščemo mirno pot. In vprašanje, ki sem ga začel v tej debati, potem za nasprotno stranko, je bilo, a lahko se dogovorimo brez odvetnikov, a lahko najdemo nek kompromis in smo ga na koncu našli. In v tem primeru sicer moj odvetnik za do takrat opravljeno delo mi je poslal račun, vendar bi lahko bistveno več zaslužil, če bi šla v neko sodno obravnavo in tako naprej. Kako je tukaj pri tebi? Ker ti lahko, se reka, s temi orodji ogromno stvari zdaj rešiš, preden sploh grejo stvari naprej, hkrati pa s tem zmanjšaš potencialen vir svojega prihodka. A veš, da s tem nimam težav. Jaz vedno gledam, da je stranka zadovoljna, ker stranka itak pride nazaj. Mogoče pri odvetniškem delu niso samo tožbe, ne. Mislim, meni so sicer ljube, tako strokovno gledano, mi je fino, ker pač mi je fino. No. Ampak pri vsakem posameznem primeru pa vedno gledam, da je stranki najboljše, ker na srednji in na dolgi rok se to ne izide. Se mi zdi, da tiste stvari, ki bi jih naredila samo zaradi denarja, da itak ne bi bile uspešne, to bi se itak čutili. Po drugi strani pa vem, in to je bilo vedno tako, jaz se rada čim prej znebim zadeve, zato da jo rešim, da imam jaz sama pri sebi tisto kljukico, da sem naredila in vedno pride nova. Nikoli ni tako, da bi se zgodilo, da joj, kaj pa zdaj, ko bomo zaključili, pa to je toliko časa trajalo, pa toliko vredna zadeva je bila, zdaj pa kaj bom pa zdaj, ne. Vedno pride novo, boljše, še boljše. To mislim, da je pa ta del manifestacije. Pa jaz si ne želim, dajte se čim več kregati, ne, da bojo imeli odvetniki delo, ne. Saj odvetniško delo vsega tudi kakšne lepe stvari, ne. Saj so tudi kakšne darilne pogodbe, so dogovori o tem, kako bi bilo premoženje razdeljeno med partnerji, jaz vedno priporočam, pa prej se zmenite, dokler je še vse v redu, se zmenite, kaj je čigavo. Zakaj ne? Ti priporočaš ljudem predporočno pogodbo? Samo ime ima predporočna. Vse to se lahko naredi potem tudi že v trajanju zakonske zveze oziroma izven zakonske skupnosti. Ne sme pa biti na škodo neke tretje osebe, ne? Da bi zdaj ljudje delali to zato, da nekoga okoli prinesejo, tega pa ne svetujem. Res, kaj si prej, da imaš tožbo? Kaj ti je všeč tam? Všeč mi je soočenje argumentov. Všeč mi je, da lahko kot neodvisna oseba odstranim tiste čustven potencial. Se pravi, tisti del, ki je za stranko itak najbolj boleč, da se to ulušči tako kot čebula, da pridemo do bistva. Všeč mi je kreativno delo, ker včasih lahko zbiramo, po kateri pravni podlagi rečemo, ne, katero pravilo je tisto, ki nas vodi, pogledam sodno prakso. Jaz sem iz čistega veselja študirala sodno prakso med 5. in 7. uro zjutraj vsak dan.
Nekateri pač so scrollali po telefonu, jaz sem pa te stvari gledala in mi je vedno prišlo prav in gre za način razmišljanja, gre za način razlogovanja. Všeč mi je, da se zavedam, da kdaj nimam prav, ampak da vseeno v okviru nemogočega vseeno nekaj naredim. Všeč mi je, da se soočim z drugimi mnenji, čeprav sem včasih začudena, kako lahko nekdo misli tako drugače, ne? Če pa ja vsem jasno, da je to tako, ne? Moja stranka ima vedno prav. Ampak ne, mislim, to delo je tudi recimo, če zgleda, da odvetniki smo drug nasproti drugega v sodni dvorani, še vedno smo zunaj tega ljudje in nekateri so prav čudovite osebe, nekateri mogoče malo manj, ali pa jaz ne vidim tega, ampak načeloma moram reči, da jaz nisem imela tako, da bi imela prav slabe izkušnje, niti do mene nihče ni bil od kolegov nesramen, odkrito agresiven, oziroma vsaj ne v tem smislu, da bi to terjalo neko povračilno ukrepanje, ne vem, prijava na disciplinsko komisijo ali pa podobno. Glede na to, da sem bila 10 let na čelu kot predsednica disciplinske komisije prve stopnje, sem videla pa kar nekaj zadev, ki pa mogoče ne vse, nekatere so minorne, nekatere pa niti ne toliko minorne, no, tako da tudi med odvetniki so takšni in drugačni, tako kot med vsemi ljudmi, ampak ne bi jih delila zdaj na slabe in dobre, bi jih samo delila na tiste, ki so bolj ali pa manj kompatibilni, pač glede na moj zorni kot glede na moje gledišče. Seveda oni isto mislijo o meni, ali če sploh vejo zame. Kako si pa uspešna tukaj? Imaš kakšno statistiko, kako ti tožbe uspevajo? Ne, nimam statistike in to iz namenoma v bistvu ne, zaradi tega, ker na to, kaj pride do mene, pa jaz nimam vpliva, ne. Jaz moram delati s tistim, kar dobim, tako kot je, in tu stranki povem, tu nimate prav, ne bomo uspeli, ampak na sodišču pa potem delamo kot da, ja, vedno se najdejo neki argumenti, ki pa lahko podpirajo to, kar stranka želi, oziroma kar je njeno stališče, kar je njeno gledišče. Še vedno, ne, tako kot sem rekla na začetku, stranka je tista, ki odloča, po kateri poti gremo. Enako recimo tudi pri nekih drugih tehnikah, kadar je moč, vedno ni možno z mediacijo recimo, ali pa z nekim postopkom pomirjanja spraviti stranke skupaj. Včasih pa samo ni pravi trenutek in takrat jim razložim, glejte, zdajle, če se ne počutite, da bi še vedno na sodišču kaj pripravljali narok oziroma do konca sodnega postopka, do izdaje odločbe imate še možnost, da se drugače dogovorite. Celo v kazenskem postopku je možnost dogovora s tožilstvom. Ne, mislim, pač vedno ne. V dejanskem smislu vedno ne, no. Sicer pa seveda, če je priznanje krivde, je zaradi tega postopek toliko krajši. Če je postopek toliko krajši, je toliko manj stroškov s postopkom. In to se vse upošteva pri odmeri sankcije. Midva sta se srečala, ko si se prijavila na delavnico hipnoze, k nam po prometni nesreči. Daj nam povej nekaj o tej prometni nesreči. Ja, to je bilo v mojem sistemu, ki je takrat bil zelo natančno vzpostavljen do sekunde, organizirano življenje, kje bom, kdaj, kaj naredim, ob kateri uri. Potem naenkrat več nisem mogla nič, ker sem porabila ves čas, da sem prišla iz postelje do kopalnice. Sem šla na dopust na Atri, če sem zmogla, ne. Čez vikend, kako morje, čez vikend sem šla v spodnje nadstropje. In takrat mi je, mislim, tako osebno mi je bilo zelo neugodno. Ne samo, da me je bolelo, mene je bolj bolelo to, da nisem mogla normalno živeti, da nisem mogla počenjati tistega, kar me veseli, da nisem mogla iti v naravo, da nisem mogla se ukvarjati športom. In takrat sem se potem vprašala, v bistvu,
kaj ne zdaj sploh sama sabo. Ne? Takrat sem prišla na to delavnico hipnoze, mislim, da je bila hipnoza je bila prva, ali je bila celo neka manifestacija, se ni pomembno, ker ko je človek zataknen v nečem, ko ne more nič, je prvo vprašanje, kje naj zdaj začnem, kje naj primem, kje naj naredim korak naprej, če ne morem hoditi. Ne? Takrat so se mi začele odpirati neke nove vizije, neki novi pogledi, najprej nase, čeprav jaz sem imela v mislih, da grem zato, ker bom, ko pridem nazaj v pisarno, delala recimo z mladoletniki, bom delala s strankami in se mi je to zdelo, da bom pa, ne, tako, če začnem nekaj vlagati v sebe, da bo pa boljš, mislim, tako, da bom pač nekaj dobrega dala še od sebe. In najprej mi je bilo tisto, kam sem jaz to prišla? Oni vsi nekaj govorijo, vsi vejo, indukcija, kaj je to? Zdaj bomo kuhali, ali kaj je to? Nič nisem razumela, nič nisem vedela. Potem vem, da sem bila vzela sem VIP delavnico, da bom jaz to še enkrat preposlušala. Hkrati so mi pa tiste male hipnoze, ki so se vmes dogajale, tisto je bilo meni to, kar me je pritegnilo, ker mi je hipno pomagalo, da sem jaz bila mirnejša, da sem začela razmišljati bolj pozitivno, da sem jaz videla še neke opcije, ki jih prej nisem videla, ne? Ker recimo pomoč ali pa rešitev problema ni vedno to, kar si mi zamišljamo. Ne? Nam ni treba vedeti, kako bomo prišli do neke točke, ampak če vemo, da hočemo priti do tja, če bomo dali prava navodila, potem bo, ne, to je tako, kot da vtipkamo v navigacijo. Jaz recimo je ne poslušam, ne? V naslednjem življenju si absolutno ne bi želela biti moja navigacija, ker to je misija nemogoče. Ne? Ona reče, zavijte levo, jaz grem naravnost, ne zavestno, kaj boš ti meni govorila. Ne? Tako. In potem so se pri vsem tistem, kar je bilo nemogoče, sem jaz začela dobivati neko družabno življenje v narekovajih, v smislu več glav, več ve. Da sem tudi, če sem bila ves čas doma, če sem jaz ležala vse eno preko ekrana, spremljala druge ljudi, pa so drugi ljudje povedali o svojih težavah in sem gotovila, da ne, jaz nisem sama v tem vesolju. Ne? Vsak ima neko svoje breme. Razlika med nami ali pa med ljudmi je pač v tem, kako se s tem soočimo in kaj s tem naredimo. Ne? A jaz zdaj delam s tistim, kar imam, ali delam s tistim, česar nimam. Vse isto enako, ko dobim primer, ne, kot sem prej rekla, ni od mene odvisno, kaj ima, a bom zdaj jaz z glavo v steno zabijala v smislu, pa zakaj imajo oni boljšo pozicijo kot mi, zakaj, ne, delamo s tistim, kar imamo. Odličnost je nekaj, kar se lahko naučite. Odličnost je posledica vaje, treninga, dela in več, ko boste to poslušali, vadili, razmišljali, več je verjetnost, da boste to implementirali v svoje življenje. Sponzor podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo. In potem me je zadeva vedno bolj vlekla, vedno več sem poslušala zadev, predelovala module. Dobili smo zraven določene posnetke za različna stanja. In sem si recimo to zavrtela, pa mi je bilo hudo, pa se nekaj v redu, pa zdaj se pač vsaj spoči, ne? Zdaj, če že moraš ležati, pa vsaj počivi, vsaj ne boš utrujena. Ni da ni, kaj vse. Recimo za vadbo oziroma za aktivnosti v življenju, vem, da je bilo eno, potem sem rekel, to pa ne morem poslušati. Ne? Potem sem si rekla, zakaj pa ne? Če jaz ležim, pa če delam neko mikrovadbo, vse imam mišice tiste, ki pa funkcionirajo, ki pa lahko vadim. In kasneje sem prišla celo do neke raziskave, kjer so točno to zdravstveno, se pravi klinične raziskave so bile, ki potrjujejo to, da človek, tudi če je popolnoma paraliziran, če v glavi vadi, če v glavi dela, so to neki mikropremiki, mikrogibi, ki dejansko vplivajo na telo. In to je bil tisti moj prvi korak. Jaz sem takrat rekla, jaz sam da naredim korak kamorkoli, tudi če nazaj. Ampak ne, izkazalo se je, da je bil korak naprej. In potem je šlo
z enim in z enim, vedno bolj so mi te stvari postajale všeč in vedno več je bilo nekih teh pozitivnih učinkov, ki so pomagali. Mislim, ne, saj tudi to ni bilo vse čudovito in krasno, ne. Saj sem povedala, jaz nisem več razumela, kaj, o čem se pogovarjamo, v kakšni nameri, kaj sploh delam, ampak mali in mali koraki in ne, kapljica in imamo potem kozarec, ki je poln vode, ne. Saj ne govorimo, da je tako treba ocean imeti. Se včasih prav fajn, da ga ni, ne. Si oseba, ki praviš, da ne verjameš marsičemu brez dokazov, vendar vem, da si s hipnozo si takrat manifestirala, če se prav spomnim, 1000 evrov, pol na koncu celo 41.000 evrov. Ja, kako ti je to uspelo? Ne vem, kako mi je uspelo. Jaz vem, da smo imeli vaje s temi sošolci, ki smo bili razdeljeni v skupine, da vadimo. Naša skupina se je v resnici srečevala. Nekatere vem, da se niso, ampak jaz sem imela to srečo, da smo se našli skupaj tisti, ki nam je to pač nekako smo si postavili tudi nek sistem, kdo bo delal, kako bo delal, katere izzive bomo obdelovali. In je sošolka rekla, tako je bilo, da je sošolka je povedala, da ona bi pa denar, ne, finančno, druga ji je delala to hipnozo in jaz sem rekla, jaz bom pa tudi zraven šla v trans, se pravi, jaz se bom isto prepustila in ne, bom šla, kot da je to tudi zame. Meni se je zdelo to, ja, to je oprijemljivo. Če jaz rečem, upam, da me neha boleti, je to zelo subjektivno. Ne. Lahko je tudi placebo, lahko je karkoli, kako jaz lahko mirim, a to res deluje ali ne deluje. Ne. Jaz v resnici, mislim, jaz vem, da obstajajo telefoni, ne me narobe razumeti, ampak v resnici tudi v elektriko ne verjamem v tem smislu, da ni opremljiva na ta način, da bi lahko s temi čutili, s katerimi sem opremljena, ampak imamo pa še 6. čut, oziroma pač nekaj, kar se pa tudi da kultivirati, nagovoriti, dobiti neke odzive od samega sebe. No, vem, da takrat mislim, da prav naslednji dan je prišlo nakazilo 1000 evrov od ene zadeve, ki je bila prej zaključena, prej oddelana, ker jaz takrat seveda nisem delala, ne. In potem sem si rekla, to je naključje, ne. Itak tisto je bilo prej naredo, se pravi, ta denar bi vseeno prišel, a sem jaz imela tole hipnozo ali ne. In potem rečem, Jelka, daj še enkrat naredi, ne. In ona še enkrat naredi malo drugačno hipnozo, pač s temi sugestijami in tako, in pride 5000. Jaz sem zdaj, mogoče pa je, ne, pa še vse to je 2-krat, ne, to je še vedno lahko naključje, ne. No, in potem je bilo pa tretjič, no, takrat, ko smo prišli do tretjič, ko je bil pa večji znesek na računu, takrat povem, da sem pa še neke druge tehnike, tehnike v smislu postavitve vrednostnega sistema, da sem se vprašala, kam to pri meni sodi, ker prej se s tem sploh nisem ukvarjala. To se mi je zdelo nekaj samo po sebi umevnega, pa vedno sem malo majčkeno zamujala, pa to ni moj core business, ni moj bistven del sistema zadeve. Meni je pomembno, da jaz tisto svoje naredim, pa tisti bože, račun bože, ne, meni se dogaja, pa vse to se mi pa še vedno, da stranke kliče, se že poslali račun, vse se še ni čisto zaključena zadeva, ne. Takrat se mi je pa potem mislim, tako sem prav občutila, da pa to pa je to. Se pravi, ko gre fokus nekam, ko se mi osredotočimo na nekaj, da bi nekaj želeli, da se z nečim ukvarjamo, če tisto z veseljem delamo, ne, ker meni je recimo to bila vaja pa igra, ni mi bilo toliko pomembno, da pa mora biti rezultat. Jaz nisem bila navezana, mislim, se tudi, če ne bi bilo, ne bo se svet sesul, ali pa ne bo se še bolj sesul. In tista neka igrivost, tista neka lahkotnost, to je mene potegnilo in pritegnilo in mislim, osebno, v bistvu ne samo, da mislim, da sem prepričana, da to v bistvu da rezultat, ne. Ker enako večji rezultat bo, če nekdo hoče imeti, ne vem, linijo, pa če gre v fitness za to, da bo, ne vem, to pa to dosegel, je manjša možnost, da bojo hitreje prišli rezultati, kot če reče, meni je pa tam tako fajn.
tako se nasmejimo, fino mi je, pa še razgibam se, pa zdravo je, bo absolutno prej rezultat, ne. In jaz sem si potem zmanifestirala, da sem dobila res vrhunsko, najboljšo možno zdravstveno oskrbo, ki se je v resnici začela s tistimi posnetki, kako nekaj narediti, kako, ne, potem sem poskušala, dajmo zdaj še to poskusiti zmanifestirati. Sej ne pomeni, da je od danes na jutri pa zdaj vse krasno, ne. Prej smo imeli puščavo, pa kar naenkrat bomo imeli pa čudovit vrt rajski, ne. Ampak že tisto veselje, ko pride prva rastlina ven, ko pride prva neka posledica, že tisto potem potegne naprej, ne? Že tisto dvigne vibracijo, dvigne razpoloženje. Vse to ne pomeni, da ne pade kdaj, ne? Ampak večinoma ne pade nižje, kot je bilo na začetku. To gre tako, ne? Če bi risali graf, gre gor, pa malo dol, pa gor, ampak če pa neko povprečno premico, ne, združimo, pa potegnemo, pa gre gor, ne? In moram reči, da več je bilo nekih takih sugestij oziroma nekih besed, ki sem jih slišala ali od tebe, ali od trenerjev, ali od soljudi, sošolcev. Potem postane človek pozoren tudi na vse ostalo, kar nas obdaja, ne. A je bilo na kaki reklami napisano, a je bilo, ne vem, kjerkoli, a je nekdo nekaj rekel in se tako usede v spomin. To je to, na kakšen način deluje hipnoza. In to je tisto, ko smo vsi ves čas pod hipnozo, ne. Saj to ne pomeni, da smo v slabem smislu, da hodimo zahipnotizirani, ampak v svojem bistvu pa to je vprašanje, v kaj verjameš, kako se pogovarjaš sam s sabo, kaj sam sebi govoriš. Ker tega glasu ne moramo izključiti, ne. Ker stanje brez misli je možno v drobcu, delcu sekunde, takrat, ko impuls sinaptično špranjo preskoči, ne, v možganih, sicer pa samo z nekim fokusom spreminjanja teh možganskih valov. Tako da meni je dala hipnoza oziroma vse te tehnike in tudi neurolingvistično programiranje res ogromno. Jaz se spomnim, da mi testiramo različne oblike oglaševanja in testirali smo tudi jumbo plakate. Torej, en velikanski jumbo plakat v Celju, tam pred Hoferjem, in so nam rekli, to je odlična pozicija, tam se ljudje ustavijo, ker je dostikrat kolona, in smo dali QR kodo in smo dobili iz tistih, mislim, da je bilo 1000 evrov, točno 4 kontakte, kar je nič. Pa potem slišim tvojo zgodbo, ki dejansko nisi se prijavila preko tistega plakata, vendar si reka, da ti je tisti plakat dal še neko brco ali pa spodbudo, lej, prijavi se na hipnozo, ne, ker očitno je tukaj nek signal. Ne. In tudi tisti velik jumbo plakat v Celju je bil zunaj strani ven, proti avtocesti je bil v bistvu za nekim drevesom, tako da zelo težko je bilo tudi opaziti. Kako je tebe prepričal, da si reka? Ja, še splet nekih okoliščin je bil, ne. Takrat mislim, da je bilo oglaševanje v hipnozi z več različnih kanalov in vem, da meni je bilo to pa kakva hipnoza, ne. Mislim, še sam tega se mi zdaj manjka, ne. Mislim, jaz sem realen človek, lepo prosim, ne. In takrat vem, da sem se peljala pri zdravniku sem bila, in je takrat zdravnica rekla, da bo treba invalidsko upokojitev predlagati. In mene je to tako zadelo, če sem prej govorila o postopku, ki že človeka dovolj sankcionira, meni je to, jaz sem bila čist sesuta. In sem celo razmišljala, se ne sploh usedem v avto ali ne, potem se peljem in vidim ta jumbo plakat, mislim, a spet ta. Ta res ne bo odnehal, ne. Ampak hkrati me je pa to, a ta res ne bo odnehal, ta moja misel, ne, točno to. Ne smeš odnehati, ne. In potem je bilo to, ja, okej, to, če pa ni bolj jasnega sporočila, kot to ne more biti, ne. Torej, daj pejt, poskus,
Potem naslednje vprašanje je bilo seveda, ker sem pa, seveda nisem se prek tiste QR kode prijavila, ker sem bila v avtu, jaz v avtu ne uporabljam telefona in tudi bilo nemogoče, da bi v tistem stanju, mislim, da bi pa parkirala, pa šla nazaj, pa ni šans, ne, ker jaz nisem mogla hoditi toliko, jaz sem se privlekla, da sem se v avtu spravila in to je to. In potem je bilo vprašanje investicija, ne, to ni bilo ravno 10 €, pa se mi zdelo, kako pa zdaj bom, a je to sploh korektno od mene, da zdaj pri tem, ko jaz ne morem delati, ne, takole, pa da še zapravljam, a bom sploh imela, da bom lahko tiste račune plačala, vse tisto, kar je pač finančnih obveznosti, ki so fiksne, ki jih je nemogoče spremenjati. In je bila, ko sem jaz to razmišljala, točno v tistem trenutku, zdaj ne vem, pač, a si ti rekel, nekdo je ne vem, brez obveznosti, če v prvih ne vem koliko dnevih vrnete, če ni to za vas, pač vrnete. Aha, ok. To je točno odgovor na to, kar sem jaz pri sebi razmišljala. Zdaj rekam, v redu, zdaj se bom prijavila, če mi ne bo všeč, mi pač vrnejo denar, če se bo izkazalo, da jaz nimam denarja, mi ga bojo pač tisto začetno polog mi bojo vrnili in sem brez obveznosti, se pravi, nikomur nič slabega ne naredim, lahko naredim nekaj dobrega. In mislim, da je, ne vem, je bilo že takrat, takoj potem, mislim, zelo hitro po tistem, ko sem se jaz odločila, da vseeno vztrajam, da grem dalje, se pa potem začelo to s to manifestacijo, tako da sem rekla, evo, mislim, vse sem dobila, vse odgovore. Tako, kot da bi bilo to v nekem etru ali v nečem je zadeva šla in mi ni bilo žal. In še vedno rečem, da takrat, to so prav tehnike, da človek se ne sme počutiti praznega, revnega, ne, treba se ozreti okoli in obilja je izjemno veliko, samo videti ga je treba. In to je točno tisto, kar da hipnoza. Da se sfokusiraš na tisto, kar je v redu, tja, kamor hočeš iti, ne tja, kamor nočeš iti, ne. In prej na začetku, če se spomniš, ko sem rekla, da ja, sej retrovizor v avtu je, ne, ampak je z razlogom toliko manjši. Mi moramo vedeti, kaj se dogaja za nami, oziroma kaj je bilo, odkot prihajamo, ampak bistven del časa mora biti pa pogled obrnen naprej. Tja, kamor gremo, ne. Kako je bila ta prometna nesreča in vse to, kar si dala skozi, darilo zate? Dolgo časa jaz seveda tega nisem štela kot darilo, ker sem bila nezaščitena peška in res mi ni bilo v redu, nisem bila niti zmožna razmišljati na nek drug način, ampak je bilo to fiksirano, da me boli, česa jaz ne morem početi tistega, kar sem počela, ne morem biti z družino, ne morem biti z otrokom, vse je bilo ne morem, ne. Ampak izkazalo se je, da je to na nek način bila točka bifurkacije, rečemo, točka preloma, točka, ko se sistem odloči, ko se vidi, iz kakšnega testa si. A se začneš sam sebi smiliti, ker jaz sem takrat bila postavljena v vlogo žrtve. A zdaj hočem tu vztrajati, to komu kaj to dobrega prinese, ali bom šla naprej pa delam s tistim, kar imam na voljo. Pa poskusimo s tistim, kar imamo, ne? In v tem smislu je bila zame darilo, zato ker sem začela drugače dojemati tudi druge informacije, druge situacije, druge ljudi. Moje stranke so absolutno dobile še na nek način boljšo obravnavo, zaradi tega, ker vedno postavimo posamezen problem, neko posamezno zadevo v prizmo vsega, kar je pa možno, da se zgodi. Se pravi, a ste rajš na sodišču, a ste rajš na Onkološkem inštitutu. Osebno 100-krat rajš na sodišču. Ker tisto je popravljivo, je z voljo nekako, ne. Obstajajo pa okoliščine in v življenju, ki so pa večji izzivi, ampak še tam se lahko obrnemo pa pogledamo proti tisti lučki na koncu tunela, ne. Ni treba, da se fokusiramo na temo. Spomnim se, da enkrat si omenila, da
v teh manifestacijah 1000 evrov, 5000 evrov, je bila potem tvoja največja manifestacija 41 000 evrov. Ja, mislim, da bo 41 ali celo 42. Aha, tako, ja, si opazila še kakšno drugo manifestacijo, ki je mogoče težko meriš v financah, pa to sem tudi zmanifestirala in si hvaležna za to. Ja, umenila sem, da sem dobila absolutno najboljšo možno zdravniško podporo, to zdravstvenega sistema. Jaz mislim, da tudi to bilo zmanifestirano. Z mano se ukvarjal tim strokovnjakov, se še vedno, ki so enako v točno določenem trenutku povedali točno tisto, kar sem jaz morala slišati, da so me pripravili, da sem lahko neke terapije dala skozi, da sem delala na zadevah. Skratka, imela sem podporo in to strani sistema. Tako da ni korektno, da recimo posplošujemo, da pljuvamo vse počez. To je recimo zame bilo neprecenljivo. To sploh se ne mogoče v denarju izmeriti, čeprav oni pošljajo račun zdravstvenemu sistemu. Tudi določene stvari sem jaz samoplačniško sama plačevala, ampak to je zame bila manifestacija, ki je absolutno več vredna. Je neizmerljiva. Potem so različne, mislim, neverjetno mnogo nekih točk v življenju, ki so bile neke mikrospremembe, ki so se kazale recimo celo v mikrospremembi vremena, pa ne morem reči, da sem to jaz manifestirala, ampak vem, da mi je pa takrat toliko pomenilo. Potem neki vremenski pojavi, ki so prišli točno v tistem trenutku, ko sem se recimo odločala o nečem, pa a bi zdaj naredila tako ali bi drugače, pa se je pojavila Mavrica. Sem rekla, ok, se pravi, ta pot, ta način razmišljanja, tole bo v redu, gremo naprej. Upisala sem se recimo na doktorski študij, česar verjetno brez tega ne bi naredila. Ampak in to je vse posledica tega strukturiranega ukvarjanja z življenjem, s tem, ko smo si kot za vajo naredili. Meni je bilo tudi takrat v tisti, pa ne bom zdaj pri svoji starosti to delala, pa se jaz vem, kaj hočem, mislim to. Ampak ten človek vidi, tole bi še pa štal, pa tole bi še bilo, pa se tole bi bilo pa tudi fino. Tako da mnogo tega je. Preveč, da bi zdaj vse naštevala, ampak te zadeve, recimo začelo se je s financami zato, ker so merljive, ker so utipljive, ker vsak razume. Vse ostalo je pa zelo tako intimno. Zdaj pač meni veliko pomeni, nekomu drugo mogoče ne bi. Zdaj nekomu, ki nima neke izkušnje to vrstne, bi zelo težko razložila, ampak vsak zase najbolje ve. In to je tisto, kar je v bistvu ta neka rdeča nit celotnega pogovora, kje, kaj, a je samo sabotaža, a naredimo res vse, kar lahko. In opažam, da recimo pri nekaterih ljudeh obstaja ta sindrom strahu pred velikim zadetkom, v narekovajih, ki jih je strah, da bi jim nekaj uspel, ki si v resnici mislijo, da si ne zaslužijo. In ko se ta drža spremeni, se spremeni vse v življenju. Si imela daj ti to držo, da si čutila, da si nekaj ne zaslužiš, in kako si spremenila to držo? Zdaj bi težko rekla, da sem imela ali pa da nisem imela. Vem, da ko sem se upisala na fakulteto, se mi je zdelo tako, po eni strani sem bila presenečena, da sem jaz pač naredila tiste sprejemne izpite, čeprav menda, pač drugi mi reče, da se to ni bilo nobenega dvoma, ampak takrat se mi je ta želja, ta cilj zdel tako oddaljen. Ne toliko v smislu, da si ne zaslužim, ampak tako daleč mi je bil. Pa tako nisem imela občutka, da jaz sploh kaj znam ali pa vem, pa v redu, takrat sem bila na začetku poti. Ampak po teh delavnicah, po tem strukturiranem pristopu k ukvarjanju z nekimi mehkimi temami v življenju, pa vem, da tega nimam, da če bi se mi kaj takšnega prikradlo, da bi prišlo do neke kolizije, do neke, v bistvu si želim, pa mislim, da si ne zaslužim, bi se vprašala, v redu, v čem je težava, kaj je zdaj tisto, a si želiš ali si ne želiš, pa kaj je problem, a te je strah, česa te je strah.
in bi naslovila tisti strahec primirno, ne, bi ga dala spančkati in tako, da se ga rešim, da ga uspavam. Oziroma, če bi to bil tisti zdravi strah, če je to tisto, čemur se reče dolžna skrbnost, potem bi pa razumela, da je to, da gre za odgovornost in bi tudi s temi tehnikami si pomagala. Se pravi, to je neka struktura pogovora s samim sabo, ki vedno obrodi sadove. Zdaj, a so tisti sadovi taki, ki jih hočemo imeti ali ne, vprašanje, ampak jaz sem absolutno zdaj drugačna. Še vedno ne govorimo o tem, da je vedno vse super, ne. Pridejo dnevi, ko tudi jaz cvilim komu, kako je vse grozen, ne. Pa kako ne bi to, pa ne da se mi to, pa boli me, mislim tako. Ampak pa si vedno rečem, ne v smislu sej bo, ampak bom že jaz naredila tako, da bo. Ne bom zdaj samo sedela in čakala, da samo od sebe mine, ker tudi neke tendence te pa ni, ne. Hipnoza ne deluje, če je ne uporabljaš. Bravo. Deva še nekaj reči o doktoratu. Kaj bo tvoja tema, o čem boš raziskovala? Ja, to je moja ta institut spremenjenih okoliščin mi je tako res ljub. Zato, ker vsebuje en cel spekter nekih možnosti drugačnih mnenj, ker načelo, ki se ga vsi držimo, je, da se je treba dogovorov držati. Zdaj, držati dogovora se pomeni, da tudi vsi hkrati mislimo, če ostanejo okoliščine relativno nespremenjene, se pravi tisto, kar je zdaj. In v dobi, ko so umetna inteligenca, digitalne storitve, napovedni modeli vse bolj v porastu, ko se te zadeve tako razvijajo, da je vprašanje trenutkov, ne časa, kdaj bo kvantni računalnik v porodnišnicah že zraven v paketu z novorojenčkom. Mogoče majčkeno karikiram ad absurdum, ampak želim povedati, da obstajajo možnosti nekih napovedi. Zdaj, a jih ljudje uporabljamo, kako dobro jih znamo uporabljati, koliko bi jih morali uporabljati, je pa tudi verjetno odvisno od tega, zakaj se zavezujemo, ne. Zdaj, če se midva zmeniva, da greva na kavo, če se okoliščine spremenijo, verjetno ni enako drastično, kot če se dogovoriva, da jaz kupim hišo od tebe. Zdaj, kaj če jo ti rabiš zase, kaj če ne moreš več prodati, kaj če jaz ne morem kupiti, kaj če se hiša podre, kaj če je tam ne vem, tsunami pride, ne. Ker do zdajle sploh ni bilo morja tam, zdaj se pa nekaj tako drastično spremeni. Kaj je še pravično? Kaj je še tisto, kar bi stranka morala trpeti, ne? Da, se pravi, enako, če rečemo, da sklepamo neke pogodbe, da smo v dogovoru, da smo v interakciji z drugimi živimi ljudmi. Kaj je tisto vprašanje? Zdaj to poskušam povedati tako, da bom tudi jaz razumela, ker v resnici ne vem, kaj bo prišlo ven. V resnici tudi jaz nimam te čarobne palčke, da bi vedela, kako bo pa v resnici vplivalo, ne. Lahko da bo, lahko da ne bo. Tendence kažejo, da ja, ker se stranke že sklicujejo na ta povišan standard. Torej, lahko bi vprašali umetno inteligenco, določena tveganja so že preverljiva, predvidljiva. Ravno danes mislim, da sem slišala po radio novico, da so na neki platformi stavili, ali se bo geopolitično nekaj zgodilo, ali se ne bo zgodilo, in ko se je zgodilo, so neki posamezniki, govorimo o milijonih dolarjev zaslužili s tem, ker so pač pravilno napovedali, ne. Zdaj, ali so to sami, ali so z pomočjo umetne inteligence. Glede na to, kako so ti modeli obremenjeni, bi kar rekla, da so uporabili kaj od tega, no. Tako da ja, meni je to tako, če sem pred relativno kratkim časom, mislim, da takrat, ko sem se začela ukvarjati s hipnozo, pa potem še na nekih določenih dodatnih izobraževanjih, vem, da si ti rekel, da uporabljaš ChatGPT, sem zdaj, že spet nekaj, ne. Potem sem začela, mislim, da sem bila kmalu po tistem povabljena, da sem predavala na pravni fakulteti, na mladni šoli.
je bilo v zvezi z umetno inteligenco oziroma z uporabo umetne inteligence v pravu. Pa sem začela tako še bolj in še bolj s tem ukvarjati, tako da zdaj na koncu sem celo en dodaten predmet na fakulteti za računalništvo vzela, kar je za mene, ne verjamem v telefone, zelo, tako se mi zdi en korak iz cone udobja. No. Bravo. Tam sem se pa počutila, kaj pa jaz delam tu, ne? Spet si šel v neko okolje, ker se nisi tako dobro počutila na začetku, ma to je koristno, ker razširiš svoje meje. O tem govorim. Tako kot mi je bila hipnoza najprej, pa kaj, mislim, kaj oni govorijo, ne? Tako mi je bilo, dobro, tu sem mogoče kakšno stvar že mečken vedela, ampak zelo dragoceno, zelo drugače in ja, bila sem vesela, no, da sem z vsemi temi, kar je pa še dodatno, pa ni v bistvu plod manifestacije, ampak je gre za neke posledice, ki so na nek način naravne, to pa je, da sem spoznala en kup nekih čudovitih ljudi, ki jih zagotovo ne bi sicer. In to mi je pa še posebej dragoceno. In z nekaterimi celo tudi na nek način poslovno sodelujemo, uspešno, kar se mi zdi, da je pa win-win situation na obeh straneh in nasplošno pač neka razširitev. Dejansko je to mastermind, ne? Kaj pomeni mastermind? No, to ti povej, ne? Ampak če pogledamo v prevodu, mind so pač misli, več glav, več veno. Po domače, tako da ja, to je ena izmed tistih posledic, ki jo iskreno želim marsikomu, oziroma ne marsikomu, kar vsem. Lažje bojo prišli do nje, če se odločijo za neka dodatna izobraževanja. Se ne rečem, da tu pa točno za hipnozo, pač ne izberejo nekaj, karkoli, samo da naredijo en premik pri sebi, da je nekaj majčkeno drugače. Ker tisti časi, ko so ljudje bili v eni službi, v enem okolju celo življenje in se nič ni premaknilo, so minili. Rekla si že prej, da imaš kar nekaj nasvetov, ki jih daješ ljudem na začetku. Me samo zanima, preden zaključiva, kdo so tvoje idealne stranke? Komu svetuješ, da se obrne na tebe? Po mojem so dva tipa strank. Eni so tisti, ki natančno vejo, kaj hočejo, eni so pa tisti, ki nimajo pojma, kaj hočejo. In obojim lahko zagotovim neko strukturo, ki je mogoče izvenpravna, ampak je pa zagotovo povezana s pravom, zato ker pravo je strukturiran sistem. Pravo je nevronska mreža, je koherenten sistem, to je znanost, ki ima za vsako vprašanje nek odgovor. Vprašanje je samo, kako se do tega odgovora pride, in če je po pravilnem postopku, na pravilen način, seveda je mnogo več možnosti kot v nekih naravoslovnih znanostih, ampak vseeno mislim, da je idealna stranka pač seveda tista, ki mi pa zaupa. To je pa ta ideal, ki je v bistvu hkrati tudi pogoj, brez katerega ni nič. In pokrivaš več področje, torej? Ja, jaz izhajam iz gospodarske pisarne, ampak gospodarstvo smo ljudje in to je pokrivalo vse potrebe strank, tako da sem se osredotočila večinoma na tiste zadeve, ki se vodijo na sodiščih. Kombiniram v največji možni meri, kolikor se da civilno, kazensko, potem tudi posamezna področja, ki so se zdaj z razvojem prava izločila, recimo družinsko, ampak to enako obsega, ker so delitve skupnega premoženja, stvarno pravo, nepremičnine. Nepremičnine so mi še tako zelo ljube, tudi dedovanja. Sicer pa gospodarsko sodelovanje je pa tisto, ki je pa na nek način vodilo rasti v družbi, to mi je pa iz tega vidika všeč. Rekla si prej, da ti je včasih neprijetno, ko vidiš, da otroci trpijo v tem procesu. Daj še nasvet staršem, ki se odločajo za mogoče tožbe medsebojne in tako naprej. Kaj je nasvet, da bi neko bolečino otrok zmanjšali?
Prvi nasvet je, da se na situacijo pogleda brez čustev. Ti bi rekel disociirano, ne? Se pravi iz zornega kota od zunaj in s fokusom na otroka. Kar naredim, kako vpliva na otroka. Ne kako vpliva name, ampak kako vpliva na otroka. Kakorkoli, ne, po Ustavi Republike Slovenije je pač vsaka oseba tista, ki svobodno odloča o rojstvu svojih otrok. Ne glede na to, da obstajajo neke nepravne teorije, kdo si izbere starše in tako, ne, pustimo to ob strani, je starš tisti, ki je odgovoren za otroka in ki je dolžen. To je dolžnostno, starševstvo je dolžnostno upravičenje. Se pravi, prvi nasvet je ne razmišljati o sebi. Ja, razmišljajte svojo glavo, ampak ne o sebi. Razmišljajte v prvi vrsti o otroku, kaj bo to pomenilo za njega srednjeročno, dolgoročno. Ne nekih hipnih odločitev, počakati, da se stvari umirijo. Sicer je treba seveda v določenih primerih hitro ukrepati, ampak vseeno otrok je prvi, ne bo prvi, ne ostane prvi. Vsaj tisti del otroštva, tako bo hitro dobil tiste svoje obveznosti, svoje odgovornosti, tako da saj takrat mu dajmo malo miru. Kaj bi dala še kakšen nasvet na podlagi vseh primerov, ki si jih imela sedaj, ljudem, ki naj jo poslušajo, da bo njihovo življenje lepše? Vsakemu izmed nas se zgodi življenje, ni pa treba, da se mu zgodi, lahko si ga sam ustvari. In nasvet bi bil, da ja, naredite to, posežite v tisto, na kar lahko vplivate, z največjo mero samozavesti, z največjo mero seveda tudi odgovornosti, ne? Jaz vam ne rečem zdaj, da delite nekaj, kar vas bo ogrozilo, ampak naredite to, kar vam je všeč, kar vas na nek način kliče in zagotovo vas nekaj kliče. Poslušajte, vlagajte vase, na kakršenkoli način se vlagati vase pomeni mogoče tudi to, da greste po cesti pa se ustavite ob enem grmu, ki cveti in pogledate tisti zlati res, tisto lepoto narave in to je že obilje. Vse ostalo pa pride na takšen ali pa na drugačen način, ampak bolj se boste ukvarjali, bolj se boste fokusirali na dobro, več možnosti je, da pride zelo hitro. Bravo. Nina, hvaležen, počaščen, da si bila z nami. Vem, da si odlična pripovedovalka zgodb. Tvoji sošolci, sošolke iz hipnoze so rekli, da si odlična v dajanju dobrih sugestij, tako da verjamem, da smo jih dobili danes ogromno. Verjamem tudi v tvoj doktorat, da bo prinesel nekaj dobrega, koristnega za družbo, za okolje. Imava en stavek, eno misel, s katerim bi zaključila to, da najin pogovor danes. Iskreno bi jaz najrajše, da bi jim naredila eno hipnozo skupaj. Odlično. Dobro. Ok, fajn. Deva narediti eno hipnozo. Torej, kratko. Ja. V smeri, imaš kakšno posebno željo, v kakšno smer greva? V smeri tistega enega odličnega stavka, oziroma namesto enega odličnega stavka. To je? Ja, bo videla, ne? Aha, ok, v redu. Dvojna indukcija. Odlično, fajn. Začneš? Začnem. Na koncu, oziroma na začetku, vas vse vabim, da se udobno namestite. Roke lahko počivajo v naročju. Lahko zaprete oči, dihate sproščeno, umirjeno. In 3-krat izdihnite. Z vsakim vdihom ki bo sam poskrbel zase, se bo zgodilo nekaj lepega. Čudovitega in nepozabnega. Lahko se zdaj sprostite. Ni pa to nujno, lahko naredite to tudi kasneje, vendar ne počenjajte tega, če vozite. Ja, zato počakajte. Počakajte na trenutek, ko se bo spodnja veka želela združiti z zgornjo veko in ko bosta obe postali eno. In takrat, ko postaneta eno, se lahko res globoko in umirjeno sprostite. Še bolj, kot ste si kadarkoli predstavljali, da je možno. In ko ste sproščeni in ko čutite mir, veste, da ste točno tam, kjer morate biti. Ker življenje se dogaja za vas. Življenje se dogaja zato, da vas podpira in da greste v pravo smer.
Vedite, da ste nasledniki več kot 200 milijonov let stare genske linije in kot takšni zagotovo zmagovalci. Zmagovalci so bili ljudje, iz katerih izhajate in so premagali številne ovire, zato imate v sebi njihovo moč, ki jo izkoristite. Uspe vam lahko vse tisto, za kar se sami odločite. In ko se odločite, začutite, da boste lahko to tudi uresničili. Vse, kar potrebujete, je v vas. Vse, kar potrebujete, je v vas. Nekoč pred davnimi časi je obstajal Aleksander. In Nina. Ne vem, če je Pitija omenila Nino, Aleksandra pa gotovo, vendar ne z imenom. In ta Aleksander in ta Nina Sta obstajala v tistih davnih časih, ko je na pragu med vzhodom in zahodom po legendi raslo drevo. To drevo je imelo globoke in močne korenine. In še večjo in bolj zapleteno krošnjo. Imenovali so jo gordijski vozel. In ta krošnja in to drevo je bilo tako stabilno in trdno, da je bilo močno, ko so bili viharji, ko je padal dež, ko je sijalo sonce in je vztrajalo v tem, da je dalo senco in da je hkrati marsikomu dalo zavetje. Poleg tega pa je to drevo predstavljalo zaprta vrata med vzhodom in zahodom. In Pitija v delfskem preročišču je prerokovala, da tisti, ki bo ta gordijski vozel iz prepleta korenin, iz prepleta vej in še česa rešil, razrešil, odrešil. In ko to reši, odreši, se potem zgodi nekaj čarobnega, čudežnega. Nekaj, česar nihče ni pričakoval. In sicer je Aleksander, ko je stal pred tem drevesom, razmišljal, kaj naj naredi. Razmišljal je ne o tem, da je potomec 200 milijonov let stare genske linije, s številkami nismo natančni, ampak je razmišljal, kaj narediti, da pride do svojega cilja. V trenutku je iz njegovih misli, in to zato, ker je vsa moč bila že v njem, prišla misel, da naj vzame v roke meč. In ta meč je predstavljal moč, je predstavljal svobodo, je predstavljal priložnost. In te priložnosti se pojavljajo vsak dan v vašem življenju. Kadarkoli. In vedno. Vedno, ko jih ne pričakujete. Pridejo spontano in vedno znova. Tako je vzel meč in krošnjo presekal. In v sebi imate moč in priložnost in sposobnost, da lahko presekate vse, kar se je zgodilo in začnete znova. Vsak trenutek je priložnost za novo začetek in za novo priložnost. In to zato, ker je zemlja okrogla, ker se zdi, da je konec in morda šele začetek. In mi da verjameva, da boste v tem trenutku, ko boste odprli oči, ne na koncu, temveč na začetku, ki ste ga izbrali sami. In ko boste odprli oči, lahko začutite, da je vse še pred vami, da imate v sebi priložnost, da začnete znova. In pravi trenutek je zdaj. Kdaj, če ne zdaj? Odprite oči. Pokažite zobke. In dovolite vekama, da se razkleneta in znova postaneta vsaka zase. Čudoviti, popolni, kot delčka celote, ki se mu je malo prej reklo odprto oko, zaprto oko. Odprto oko, vse je vse eno, ker je vse eno. Veliko, veliko sreče in poguma in vsega dobrega vam pošiljava. Verjameva v vas. Hvala. Odlično, srečno. Wow, kaj je bilo pa to zdaj? Tega pa nisem pričakoval.
Da bomo naredili še en trans dans. Mislim, zadnji smo imeli enega glasbenika, ki je zahral na kitaro, veš? Ja, in smo imeli eno pesem, tako na koncu, da je bilo res lepo, no? Tako da čestitam za to idejo, ta predlog, ne vem, če smo daj to naredili, tako da ja, hvala. Pa jaz to skozi o tem sanjam, to je meni tako fajn. Odlično, res je lepo, da so to naredila. Sicer ni bila klasična dvojna indukcija, da oba hkrati govoriva, sva se lepo dopolnjevala, a mislim, da je bilo nekaj, kar smo podarila publiki in vsem, ki naj jo spremljajo, tako da upam, da je bilo to darilo. Bomo slišala povratno informacijo in še enkrat mogoče lahko opozorim, ne poslušajte tega med vožnjo, ker je lahko hipnotično. Tako da evo, Nina, hvala lepa. Hvala, Aleksandr. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni, da všečkate, delite, komentirate vsebine, ki jih objavljamo. In ko se vidimo na delavnicah v živo, bom vesel, če mi boste rekli, da ste spremljali ta današnji podcast in kakšen se vam je zdel.